bolesti živčevja nevrološke klinike UKC v Ljubljani. Zdravnik in raziskovalec, profesor in, kot pravijo, čuteč človek, ki je pomembno prispeval pozitivni elementi pri celovitem ukrepanju države na področju demence, za kar je bil leta 2016 nominiran za Nobelovo osebnost. Dobrodošli in beseda je vaša. Predstavljal bom pa pravzaprav eno področje, ki je šele zadnjih nekaj let se, bom rekel, razcvetelo, torej področje nevroznanosti, sicer z tako dosti specifičnim pogledom nekoga, ki se bavi z predvsem bolnimi možgani, se pravi z nevrologijo. Seveda gre za organ, ki je bil še pred 20 ali 30 leti najbolj skrivnosten, tudi zaradi tega, ker praktično do njega ni bilo moč priti, ga ni bilo moč študirati, nismo ga mogli slikati. Če smo do njega prišli, smo prišli pravzaprav z žavo, vletom in potem smo seveda prišli do mrtvih možganov, ki smo jih rezali in pogledali. No in vendar pravzaprav je v procesu razumevanja delovanja možganov že v zgodovini prišlo, še preden smo imeli taka zelo komplicirana računalniške možnosti, recimo slikanja možganov, je prišlo do nekih, bom rekel, specifičnih ali pa globokih sprememb paradigm. Najprej je bilo to, da pravzaprav seveda možganom ni bilo dolgo priznano to mesto nekega sedeža, torej razuma in da je nekje v konc renesanse že to bila ena ogromna sprememba v paradigmi, da so ljudje pomaknili svoj razum ali dušo ali kakorkoli že od tukajle eno nadstropje tiše. No pa potem smo pa tudi zelo hitro že v 19. stoletju, so ljudje preko indirektnih meritev postavili nekaj zelo zanimivih trditev. Ena je bila, ki je nov pomik v paradigmi pred 20 leti povozil, ampak ena je bila, da so možgani edini organ, ki se rodi s toliko celicami, skratka, ki ima nespremenljivo število celic. Te celice se sicer lahko manjšajo, njihovo število se manjša in vendarle. Danes pa mi vemo, da so tudi možgani organ, ki producira nove celice, zlasti morda v dveh mestih v možganih, eno zelo blizu centru za spomin in pa za obvladovanje mojega telesa v prostoru. Potem ne spravi, da nastajajo nove celice, recimo to je bilo pred 20-30 leti tak ogromen pomik v razumevanju delovanja. Potem pa tudi, da pravzaprav te obstoječe celice, zelo slavni nevrofiziolog 19. stoletja ni točno razumel, zakaj so te možganske celice tako zelo razvejane, danes vemo, vsaka možganska celica približno 85 milijard je, vsaka ima pa približno 10 000 povezav z ostalimi. Mi pravzaprav danes zelo vidimo, da odvisno od bogatstva sredine, v kateri živimo, kognitivnega bogatstva našega življenja ali fizičnega bogatstva okolja, ki nas obdaja, bo število teh izrastkov bo s tem koreliralo. Skratka, čim bolj smo recimo kognitivno aktivni ali v čim nekem bolj bogatem, ne vsi tu materialno bogatem, ampak senzorično bogatem okolju bomo živeli, tem več izrastkov bodo te naše celice imele. Potem še do enega velikega pomika je prišlo v prejšnjem stoletju, kot veste, se je verjelo, da je usoda zapisana v genih, da pravzaprav neke stvari, ki se tebi zgodijo v življenju, kot recimo, da imaš to hrano ali da živiš blizu cinkarne ali kaj takega, ima lahko to vpliv na tvoje življenje, ne pa na življenje tvojih potomcev. Danes pa vemo pravzaprav, da tudi
signali iz okolja lahko spreminjajo naše gene, epigenetika. Date naslednji. To je bilo vse recimo v zadnjih desetletjih, zdaj pa se pravzaprav nakazuje nekaj takih prelomnih paradigem, enih velikih pomikov, ki bodo pravzaprav zahtevale od znanstvenikov, neuroznanstvenikov, tudi od družbe eno veliko odprtost, sprejemljivost, prevetritev. Ena je zanesljivo že sama metoda, ki jo neuroznanost uporablja, namreč zdaj, ko ima neuroznanost možnost, da slika žive možgane, ki nekaj počnejo, se prvič ne more odreči temu, da preučuje tudi nekaj, kar se imenuje lahko kot neka prvoosebna izkušnja. To recimo nekaj let ali desetletij se je zelo uspešno upirala po svoje preučevanju takih fenomenov, kot so svobodna volja, kot je recimo ljubezen, ali je ljubezen ena stvar, ali so to pravzaprav, ali je to več fenomenov. Se pravi, da zelo tiho predvsem z temi novimi metodami oslikavanja delujočih možganov se je morala neuroznanost iz nivoja čistih preučevanj karija, natrija, milivoltov, skratka nekaj zelo dobro kvantificiranih vsebin, ki lahko živijo v okviru indukcije in dedukcije, spustiti na ene fenomene, ki jih tudi kvantificira, ki pa vendarle prenašajo potrebo po nekih drugih metodah, tako v neuroznanosti. Sem prav vesel, da je Ivan pravzaprav uvedel v indukcijo, poleg dedukcije obstaja tudi ena abdukcija, ki pravzaprav opazuje nek fenomen in potem daje neko inferenco, ki bi bila najbolj verjetna, brez da bi jo recimo zahteval ali pa mogel objektivno izvesti neke podatke, ki bi ti potrdili ali pa ne potrdili to. Poleg tega neuroznanost zahteva vse večji pomik tudi, če smo še pred 3 leti lahko objektivno samo preučevali in to tretje osebno, lahko se sebe izključil, danes tega ni več, in zaradi tega smo tudi neuroznanstveniki tako fascinirani, čeprav nič ne razumemo recimo o kvantni fiziki, ampak tako radi čitamo recimo take stvari iz kvantne fizike. Tudi smo recimo bili veseli pri 40 leti, ker smo lahko študirali možgane zelo izolirane, mi smo imeli neke elektrolite, imeli smo neke akcijske potenciale, multiple, te milisekunde. Medtem, ko danes vse bolj spoznavamo, da so pravzaprav ti možgani del enega širšega okvira, katerega eno to, bom rekel, globoko v spremembo paradigme bom takoj omenil. Kot ena velika spremembo paradigme je ta sprejem novih nekih vsebin in recimo tak zelo znan primer v neuroznanosti je recimo preučevanje svobodne volje, kjer bom šel v detalje, ampak recimo, ker se je stoletja in tisočletja zlasti na področju filozofije in teologije bil boj med deterministi, strogimi deterministi, ki pač pravijo, vse je zapisano v genih, vse je zapisano v božji volji, med tistimi, ki pravzaprav so absolutno vedeli in razglašali, da seveda imamo, lahko delamo to, kar hočemo, bodisi, da nam je Bog dal to svobodno voljo, bodisi, da je pač to biologija. To potem enega srednjega dela, ki je rekel, je sicer smo determinirani, vendar v tej determiniranosti imamo tudi možnost za neko svojo lastno svobodno voljo. In tako se je recimo tega prej prepovedane vsebine lotil pred nekaj desetletjem človek, ki se mu je rekel Leibniz. On je zelo verjel v svobodno
voljo zaradi tega je rezultat tistega eksperimenta, ki ga je izvedel, ga je pravzaprav osupnil in po svoje prizadev, ne bom razlagal zdaj tega eksperimenta, ampak eksperiment je zelo jasno pokazal, da preden se jaz odločim, da bom nekaj naredil in preden izvedem, in preden se mi sploh ta misel pojavi v mojih možganih, se od 2 do 10 sekund, to je za nevrofiziologijo, kot da bi mi govorili v revoluciji o desetine milijonih let, se v mojih možganih že pojavi akcija, ki vodi do tega, da se bom jaz recimo 8 sekund kasneje bom pa rekel, zdaj se bom pa obrnil, pa zdaj bom pa vzel kozarec vode. Seveda ne bom šel zdaj v ali branjenje ali v kritiko gotovega eksperimenta, želim samo ilustrirati, kako je pravzaprav ta nova možnost, ki jo imamo, slikanja ali merjenja živih možganov, ki se odločajo, ki ljubijo, ki hočejo, ki nočejo, nas prisiljuje, da se pravzaprav kot nevroznanstveniki spuščamo na veliko bolj, na neka področja, na katerih se prej nismo počutili doma. No, en tak drug primer je tudi, če se spomnite, Descartes je tam nekje v 16. stoletju zelo spretno, zanimivo, oddelil dušo od telesa, s tem on je naredil marsikaj zelo dobrega za medicino, med ostalim nam je tudi dovolil, nam je takrat bilo dovoljeno, da smo raziskovali umrla trupla, da smo gledali, kako izgledajo organi, tudi umetniki so to lahko dejavno počeli. No in seveda je pa tudi vnesel eno globoko schizmo noter, da smo odslej imeli, če malo simbolno rečem, psihiatrijo, pa somatsko medicino, dušo in možgane. In da pravzaprav ta umetna dikotomija je zelo, zelo globoko zasidrana še danes. Nekaj zanimivih podatkov je pa prišlo čisto iz enega drugega dela telesa, ki naj ne bi z dušo in z mojim razmišljanjem imel nič. Sicer nekaj se je to pokazalo na živalskih modelih, obstaja neka hudobna bakterija, nek parazit toksoplazmoza, se imenuje, ki živi v mačkah, tam se lahko razmnožuje, mora biti v mačko, da se lahko razmnožuje, vendar je pa v miših. Se pravi, in zdaj se je pokazalo, kako neverjetno inteligentni način je ta parazit uporabil v miški, da pride da konča v trebuhu tako toksoplazmoza, kot nažalost tudi mišica, da konča v želodcu mačke. Ta toksoplazmoza z svojimi nevrotransmiterji, z nekimi kemičnimi prenašalci, tako spremeni določene kroge v limbičnem sistemu, v čustvenem delu te miške, da se miška dobesedno zaljubi v muco, oziroma kaj se zgodi, ona doživi mačji urin kot nekaj seksualno zelo stimulativnega in seveda masovno potuje k mucam, ki se potrebujejo. No in to seveda lahko zgleda kot neki bizarni outlier, vendar bolj sistematske študije pa zdaj zelo jasno kažejo, da imamo mi v črevesju imunske, nevrološke in hormonske, mi imamo več mehanizmov, kot končen rezultat imajo to, da pravzaprav vstopajo v možgane in danes kar veliko študij, tako slikovnih, tudi kliničnih, ki dokazujejo, da če jemo te antibiotike, da se to zgodi, recimo nekateri, ki imajo kronično bolna jetra, morajo imati
antibiotike celo življenje in oni imajo v možganih take spremembe. Skratka, zdi se, da ena izmed skrajnih interpretacij te nove paradigme bi bila je ta, če smo malo provokativni, da nas 100 trilijonov, imamo, ne vem kako razmerje, milijardo pa med trilijonov, no pa imamo približno 100 milijard nevronov, ampak imamo pa 100 trilijonov teh mikrobov v sebi, in ena izmed teh evolucijskih razlag tega bi bila, da nas pravzaprav ti mikrobi uporabljajo samo kot neke vrste sredstvo za prenos in tudi urejujejo naša čustva, naše zaznavanje in tako naprej, tako, da bomo uspešni prenašalci simbiotskih sicer, mikrobov, ki nam koristijo v našem življenju naprej. Vidite, se pravi, ena taka paradigma, ki bo zelo pomembna, ki nas zdaj čaka, je to, da se bomo čisti iz izoliranih možganov, ker je to tako zelo udobno po svoje, se bomo morali spustiti na celotno telo, tudi na črvesje. Potem pa mogoče, če pa končam, še za eno veliko paradigmo, spremembo paradigme, ki nas čaka, se zdi, ki je na obzorju in ki bo zahtevala vso odprtost, je pa to, da mi smo vedno razumeli možgane, zakaj so možgani nastali. Mi razumemo, da so nastali v evoluciji v tistem momentu, ko se je neko bitje odtrgalo od, ko ni bilo več preteljeno in je začelo plavati po morju oziroma je začelo spreminjati svoje okolje. Takrat je zaradi spremenjenega senzoričnega inputa, zdaj je to skala, zdaj je tudi neka zelo kisla sredina, zdaj je tam nek morski pes, neka riba, ki me bo pojedla in glede na to moram jaz spreminjati motoriko svojega telesa. Se pravi, da nekako je bilo razumljeno, da najprej je bila neka senzorika in potem se je zelo hitro pravzaprav tej senzoriki prilagodila motorika. In tudi, ko mi preučujemo, človekovo telo, vedno govorimo o senzorično-motorični integraciji ali nekaj. Pride potem moji možgani to nekako dojamejo, naredijo nek načrt in na to jaz reagiram. No, zdaj so pa bile narejene fascinantne, skratka, animali, živalci, ki je skupni prednik, tako vretenčarjev kot nevretenčarjev, urbilateralna bitja so to, se je pravzaprav na par čudovitih eksperimentih pokazalo, kako to bitje deluje na ta način, da ima milijarde nekih programov, ki so čisto motorični. Skratka, ves čas potekajo neki motorični programi in potem, ko se nekaj zgodi, se ti motorični programi spremenijo. Nekaj zelo podobnega zgleda, da smo zelo pred kratkim ugotovili pri ljudeh. Kaj smo ugotovili? Mi smo včasih mislili, so otroci rekli, ampak kaj pa je z možgani, ko nič ne mislimo ali pa ko smo leni. Mi vemo, da takrat pravzaprav možgani delujejo zelo dobro in čisto določenih delih delujejo. To se mi je the default mode network, da se spomnim slovenskega igrada, ampak skratka obstaja neka aktivnost, ki je čisto mirovanje, recimo, kot smo nekaj. In ta aktivnost se zdi, da v veliki meri odraža matematični milijone potekajočih se motoričnih akcij, ki jih potem mi samo spreminjamo takrat, ko se nekaj v okolju spremeni. Skratka, paradigma na taki dosti osnovni neurofiziologiji, motorično-senzorije, senzorično-motoričnega, se spreminja v čisto motoriko, ki jo potem senzorika samo po potrebi spreminja. In v tem smislu se seveda potem sprašujemo tudi taka temeljno evolucijska vprašanja skratka, kaj sem želel povedati? Želel sem povedati, da mi je fascinantno biti v neki znanosti, v kateri
zadnjih 5 minut svojega življenja, to je ta neuroznanost, ki pravzaprav zahteva eno veliko odprtost, neprečakovano odprtost, na katero niti ne vem, a smo kot znanstveniki, pa tudi generacija, recimo, pripravljena. Predvsem, pa bi se, a se vidite, kolega, rekel, kako zelo so, recimo, študenti, ki pridejo izoblikovane osebnosti. In jaz se strinjam, absolutno se obenem pa tudi spoznavam, recimo na tem svojem področju, kjer delam kot zdravnik, kako zelo ta generacija, ki prihaja, recimo, pogosto nekatere prejšnje, zna poiskati in odgovarjati na nekatera vprašanja. In so to neke nove, kaj se metode od, recimo, ne vem, da je pomik od tega ne, da jaz samo imam neko faktično znanje, neki podatek, ampak da ga znam poiskati. Obenem pa moram reči, da pa kot zdravnik tudi tako, pa vse bolj čutim zlasti, morda je to bolj vidno na mojem področju, da pa še vedno nekaj manjka in to je pa tista vrste modrost. Tisto pa pravzaprav ti ne dobiš v 21. letu svojega življenja, pravzaprav del možganov v veliki meri dozoreva do 23. kjer recimo delaš neke moralne presoje pa neko odgovornost. In se mi zdi, da en velik pomik nas počaka tudi kot družbo, da bo pa se vprašati, kje pa je zdaj neko mesto modrosti. Se pravi, ne samo vprašati se, recimo, kako bom jaz tole izvedel, kakšen bo recimo postopek, ampak mogoče se pa vprašati, ali je to sploh potrebno izvesti. Skratka, ta integracija, recimo, znanja in modrosti, recimo, to se mi zdi, da je tudi nekaj, kar nas kot tak veliki paradigmatični izziv čaka. Hvala. Eno kratko vprašanje, glede na to, da je črevesje najbolj živčen vir telesa. Torej možgani in črevesje komunicirajo med sabo. Gospod Bratko govori o nevropskih mrežah. Jaz sem prejšnji teden poskušal in oddaljal, kaj se zgodi pri najstnikih. Pri najstnikih so, glede na to zadnja najnovejša raziskava, da obstajajo tudi neki deli, ki brišejo nevropske mreže, da možgani lahko rastejo. Pa me zanima, če gre to v to smer, pa to se mi zdi, da je fino, da so mladi neobremenjeni z temi dejstvi in da danes je bolj pomembno razmišljanje kot pa obdelava podatkov. Tukaj imamo zelo jasne podatke, ki pravzaprav zelo lepo kažejo, da prvih nekaj rosnih let življenja v možganih poteka, vi se rodite z ogromnim, število celic je približno enako, vendar tiste povezave so ogromne in prva naloga prvih rosnih let našega življenja je, da režemo povezave. Sprav otrok dela predvsem izgubo energijo, predvsem na tem, on mora rezati, ker ima vse povezano z vsem